Jezus je v svojem življenju povedal veliko prilik. Ena izmed teh prilik je tudi prilika o izgubljenem sinu. V Svetem pismu piše tako: Bogat posestnik je imel 2 sinova. V hiši je bilo veliko služabnikov in na polju veliko delavcev in hlapcev. Tako da sta se sinova lahko oblačila gospodsko in si privoščila zelo dobro, kvalitetno in bogato življenje. Vendar je starejši sin večinoma delal na polju, mlajši pa niti ne. Mlajši je bil nemirne krvi in ni imel nikjer obstanka, ne doma, ne v mestu, ne na raznih zabavah, še manj pa mu je dišalo delo. Zato je nekega dne rekel svojemu očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi gre. Daj mi tisti denar, ki ga bom jaz podedoval. Pojdem v mesto in si tam naredim imetje. Tam je življenje drugačno in razgibano je. Oče jima je res razdelil vse imetje, ki ga je imel, in mlajši sin je čez nekaj dni pobral svoje stvari in odšel v daljno tujo deželo. Tam se je hitro razširil glas, da ima veliko denarja. Okoli njega se je zgrnila vesela družba prijateljev in prijateljic in prirejali so gostije in bučne zabave, tako da je kaj hitro porabil ves denar, ki ga je imel. In ko ga je porabil, so prijatelji kar naenkrat izginili, kakor megla. Ostal je sam, brez denarja, brez dela, brez družine, pravzaprav brez vsega. Potem pa je v deželo udarila huda lakota, da je začel stradati. Rad ali nerad, je stopil v službo pri nekem živinorejcu in ta ga je poslal na polja past prašiče. O, kako rad bi si napolnil svoj trebuh s hrano, ki so jo jedli prašiči. Ampak nihče mu tega ni ponudil. Tedaj pa se je zamislil in si rekel: Koliko služabnikov pri mojem očetu ima kruha na pretek, jaz pa tukaj umiram od lakote in ne smem jesti niti hrane, ki jo jejo prašiči. Vrnem se k očetu in mu povem: Oče, grešil sem zoper nebesa in zoper tebe. Ne zaslužim več, da bi me imel za sina. Ravnaj z mano, kakor z enim od tvojih delavcev. Odrinil je torej nazaj k očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je oče že zagledal in dobro srce se mu je zganilo. Stekel je naproti svojemu sinu, mu planil okoli vratu in ga dolgo objemal. Kako ga je bil vesel. Tedaj mu je sin rekel: Oče, grešil sem zoper tebe in zoper nebesa. Ne zaslužim več, da bi me imel za sina. Oče pa je rekel svojim služabnikom: Hitro prinesite najlepšo obleko in ga oblecite. Nataknite mu prsta na roko in obutev na noge. Prinesite pitano tele in ga zakolimo, jejmo in se veselimo. Moj sin je bil namreč mrtev, pa se je vrnil v življenje. Bil je izgubljen, pa smo ga našli. In sedli so h gostiji. Starejši sin pa je bil še zmeraj na polju. Poklical je enega svojih služabnikov in ga vprašal, kaj to pomeni, kaj se dogaja. Ta mu pa je rekel: Tvoj brat se je vrnil in noče je zaklal pitano tele, ker ga je dobil nazaj živega in zdravega. Tedaj se je sin ujezil in ni želel v hišo. Oče je prišel ven in ga prosil, naj pride in se z njim veseli. Pa mu je odgovoril: Poglej, koliko let ti že služim, ne da bi kdaj, kadarkoli prestopil katerega od tvojih ukazov in pravil, pa mi še nikoli nisi dal niti kozlička, da bi se poveselil s prijatelji zame. Sinu, ki se je ravnokar vrnil, potem, ko je porabil ves tvoj denar, pa si dal zaklati pitano tele. Ne razumem. Oče pa mu je rekel: Ti, dragi moj sin, si zmeraj v meni in vse, kar je moje, je tudi tvoje.
Res pa se je treba gostiti in veseliti, ker se je vrnil v življenje tvoj brat, ki je bil mrtev, bil je izgubljen, pa se je našel.